Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo začeti z vašo napovedjo tehtnice. Danes bomo pogledali vašo bližnjo preteklost, trenutno situacijo in bližnjo prihodnost. Potem pa bomo še z dodatnimi kartami malo bolj razjasnili, kaj točno se bo dogajalo in kaj pomenijo vsi te dogodki, s katerimi se trenutno srečujete in temi dogodki, ki prihajajo v vaše življenje. To so splošne napovedi, zato ne bodo za vse tehtnice 100% natančne, za nekatere bodo bolj, za nekatere manj. Tako da imejte to v mislih in si vse pomene nekako interpretirajte po lastnem občutku v vašo situacijo. Zdaj, kot splošno energijo te napovedi imamo kraljico palic in to mi govori o tem, da ste vi tehtnice nekako zdaj v vaši polni moči. Imate nekako občutek, da se življenje pomika v pravo smer, da nekako obvladujete svoje življenje in na splošno je videti tukaj neko tako res lepo in prijetno energijo, ki vas trenutno obdaja. Dajmo pogledati preteklost. V preteklosti imamo osmico kelihov in karto mag. Tukaj je, da ste nekaj zapustili, nekaj od nečesa ste se umaknili in hkrati ste s tem dobili v bistvu začeli neko novo pot ali pa neko novo poglavje v vašem življenju in s tem ste hkrati dobili tudi neko zavedanje, da vam lahko uspe doseči nek večji cilj. Videti je, da ste se zavedali tega, da imate vse stvari, ki jih rabite pri sebi. Torej vse, kar potrebujete za dosego tega cilja, imate pri sebi. Imate pač določene lastnosti, imate mogoče določeno znanje, določeno mogoče finance ali pa neke materialne stvari, ki vam bodo pomagale do tega cilja. V trenutni situaciji vidite, da delate na tem cilju s polno paro, da tukaj ustvarjate nekaj svojega. Zelo možno je, da vam tukaj pomagajo tudi drugi ljudje in nekako je videti neko harmonijo v tem odnosu, neko sodelovanje, tim in na splošno neke take lepe in prijetne energije, ki vas usmerjajo naprej. Tudi kralj novcev tukaj sporoča, da ste zadovoljni s trenutno situacijo, da imate stvari pod kontrolo in nekako, da se zavedate, da vam bo ves ta uspeh nekoč, da se bo poplačal. V prihodnosti pa imamo karto pravica in desetico palic. Ful mi je zanimivo, ker tukaj imajo v tem tretjem kupu imajo skoraj vsa znamenja, ki sem jih do zdaj posnela, karto pravica. Ali tukaj ali pa v drugih kartah. Tako da ta teden bo za vse nas načeloma nekako pomemben. Je pa tukaj videti, da bo prišlo do neke situacije, ki bo navidezno morda v vaše življenje vnesla neka bremena. Mogoče neke nove okoliščine, v katerih se ne boste znašli ali pa boste nekaj želeli zaključiti in jaz mislim, da vam bo tukaj življenje pomagalo, ker karte iz velike arkane so nekako karte, ki se dogajajo izven naše kontrole. Tako da tukaj pride do nekega dogodka, do neke situacije,
ki bo to vašo trenutno harmonijo spravila v nekakšno začasno, nekako začasno ne bo več delovalo vse skupaj tako harmonično, ampak ne se ustrašiti, bomo potem še bolj podrobno razložili karte in videli, kaj točno se bo tukaj dogajalo. Dajmo zdaj razložiti tole preteklost. Od česa ste se umaknili in kaj vam je dalo tisto moč, da ste prepoznali, da imate vso možnost, da dosežete te vaše sanje. Imamo 7 mečev obrnjeno, 4 palic in kraljico novcev. Tukaj pa imamo as kelihov. Jaz bi tukaj rekla, da se vam je v preteklosti zgodila, zdaj ta preteklost je lahko prejšnji teden, lahko je prejšnji mesec, lahko je nekaj mesecev ali pa tudi za nekatere, lahko je tudi 1 leto ali pa več let. Ampak videti je, da ste se tukaj nekako umaknili od, da neka situacija začela nekako propadati ali pa nekako je šlo vedno nadol in vi ste se nekako v zadnjem momentu našli nek izhod ven iz te situacije. Iz te situacije ste pobrali tisto največ, kar vam pripada. To je recimo lahko ste zaključili nek odnos, to je lahko romantični, poslovni, kakršenkoli. In v bistvu ste iz te situacije potegnili maksimum, kar ste pač lahko in šli potem svojo pot naprej. Videti je, da ste potem našli neko stabilnost v svojem življenju, tukaj predvsem izrazito je dom in družina. Torej nekako ste našli tisto vaše poslanstvo in to vam je dalo tisto moč in stabilnost, da lahko greste naprej proti novim ciljem. Zelo možno pa je, da ste začeli nekaj novega, nekaj, kar vas zelo osrečuje. Tudi ta 4 novcev tukaj govori o tem, da ste nekako našli neko poravnavo v sebi, da ste našli neko stabilnost in da ste nekako čutili, da ste na pravi poti. Potem pa je prišlo do nekega nenavadnega, do nekega do neke nenadne spremembe. Kaj je ta sprememba? Dajmo pogledati tukaj v naslednjem tednu. Jaz bi rekla, da ta sprememba je na vas dobro vplivala, vsaj tako zaenkrat izgleda. Ali pa je to bil nek šok, nekaj nepričakovanega, kar vam je v bistvu dalo neko novo upanje. Dajmo pogledati. 10 mečev, 8 mečev obrnjena in zvezda. Ja, zvezda je točno to, kar sem prej rekla, novo upanje. Torej ta neka nepričakovana, tukaj imamo karto smrt, ta nepričakovana novica, nepričakovana ponudba, mogoče nekaj, zdaj za nekatere tehnike je to lahko bilo nekaj lepega, za nekatere mogoče malo manj, ampak v vsakem primeru je to v vas ustvarilo neko, vsaj za nekaj časa ste se počutili, da je to neko preveliko breme ali pa niste mogli nadaljevati na to pot, ker ste imeli še dosti nekih popravkov, ki ste jih morali razčistiti, razrešiti. Ampak nekako je bilo videti, da se bližate koncu tega obdobja in nekako trenutno ste v tej fazi, ko se prebijate skozi te ovire, skozi te neke blokade in iščete upanje v vsej tej novi situaciji. Jaz bi rekla, da za večino tehtnic velja, da ste to upanje že našli in tukaj čutite to stabilnost. Veste, da ste na pravi poti in nekako usklajujete še vse te energije, mogoče te stvari, ki vas še iz preteklosti na nek način ovirajo. Da tukaj iščete še neko, da bi to nekako uskladili, da bi tukaj našli neko harmoničnost, da bi te 2 stvari ali pa več stvari, da bi nekako na pravi način peljali skozi vaše življenje. Tukaj imamo še 10 novcev obrnjeno in 9 kelihov. Ja, jaz bi rekla, da v bistvu ta dogodek, ki se je tukaj zgodil, ni vplival na vas nič kaj preveč negativno navzven, mogoče bolj na nekem energetskem nivoju ali pa bolj v mislih.
torej v mislih ste se soočali z raznimi dvomi, z raznimi skrbmi, ampak načeloma je videti, da ste potem uspeli najti neko srečo, neko svobodo in tukaj ste zdaj tako se počutite popolnoma zadovoljne in nekako zadovoljne s tem, kako ste nekako zaplavali skozi cel ta proces. Dajmo zdaj pogledati, kaj pa vas čaka v bližnji prihodnosti. Za večino tehnic bo to že naslednji teden, za nekatere je lahko to čez 2 tedna, 3 tedne, 1 mesec, pač kakor za koga. Tukaj imamo šestico kelihov obrnjeno, dvojko kelihov in paža mečev. Ja, jaz mislim, da v bistvu ta dogodek tukaj se bo nekaj zgodilo, kar vam bo pomagalo narediti v vašem življenju neko spremembo. In ta sprememba bo ta, da se boste rešili teh stvari, ki vas bremenijo. Tukaj boste našli neko rešitev, kako v bistvu se posvetiti tej harmoniji, temu nekemu. Ta karta je dostikrat karta našega poslanstva ali pa nekih sorodnih duš. In glede na to, da imamo tukaj tudi dvojko kelihov, lahko to nakazuje na sorodne duše. To so ljudje, ki pridejo v naša življenja z nekim globim namenom, da nam nekako pomagajo do nekega večjega potenciala, da nam pomagajo, da se prebijemo skozi neke stalnice v našem življenju, da dosežemo nekaj več. To gre lahko za romantično zvezo, lahko gre za poslovni odnos, ampak je pa to neka oseba, ki je prišla v naše življenje, ki pride v naša življenja popolnoma nepričakovano in z nekim višjim namenom. In videti je, da se boste tukaj posvetili tej osebi. Zdaj, jaz bi rekla, da ta oseba je za večino tehnic že v vašem življenju. In zelo možno je, da je prišla tukaj s tem nepričakovanim dogodkom. Ampak videti je, da boste nekako tukaj našli neko pot, kako v bistvu odmakniti iz življenja tiste stvari, ki vas ta trenutek bremenijo, in se posvetiti temu nekemu projektu, ki vas resnično veseli, ali pa temu odnosu, ali pa tej osebi. In tukaj v bistvu graditi nekaj večjega naprej. Zdaj ta paž mečev, jaz bi rekla, da je to neka tretja oseba, ki vas opazuje, in kaj točno bo tukaj, kakšno vlogo bo imela v tem življenju, ne vem še, ampak dajmo pogledati. Ja, ta karta definitivno nekako govori o tem, da boste naredili nek presek in se podali proti nečemu novemu, dosti bolj lahkotno in razbremenjeno. Tukaj bo tudi konec teh nekih konfliktov in tega nekega premetavanja gor pa dol, kako kaj vse uskladiti, ker boste tukaj nekako našli neko možnost, kako vaše življenje spet spraviti nazaj v harmonijo. Tako, in zdaj recimo, če bi povzela vse skupaj na hitro, tule pa imamo cesarico. Ja, zdaj, če na hitro povzamem tole, kar smo tukaj povedali, ste se v preteklosti od nečesa umaknili in ste se dobili neko nov zagon, nekako mogoče nek nov cilj in vedeli ste, da imate vse, kar potrebujete, da to dosežete. Potem pa se je tukaj v preteklosti zgodila neka taka nepričakovana situacija, ki je na nek način v vas prinesla neke konflikte, zato ker mogoče pri nekaterih tehnicah zaradi te situacije niste mogli nadaljevati več tega, kar ste prej delali, pri nekaterih tehnicah pa je zato, ker v bistvu vas neke stvari še obremenjujejo. Videti je, da se že počasi vlečete ven iz tega, da iščete neko novo pot in da ste nekako že prišli ali pa ste že blizu tega, da najdete tukaj neko zadovoljstvo v tej situaciji, neko rešitev. V bližnji prihodnosti je definitivno videti, da vam bo tukaj življenje pomagalo z nekim dogodkom, ki bo vaše življenje spravil v ravnovesje, čeprav se vam mogoče ne bo tako zdelo. Zdelo se vam bo še, da nekako boste imeli še to breme, kako to nekaj zaključiti, ampak videti je, da vam bo ta oseba na nek način tukaj pomagala. Dala vam bo neko jasnost, dala vam bo neko usmeritev in to vam bo v bistvu pomagalo, da se združite
z vašim višjim jazom, z osebo, ki vam je namenjena, ali pa z neko idejo, ki je prišla v vaše življenje. In to vam bo tudi pomagalo, da boste proti tej ideji stopili z nekim novim valom energije, neko svežino in se boste v bistvu podali naprej proti tej opciji, brez da bi vas ostale izkušnje na nek način konstantno spravljale ven iz tira. Tehtnice, zelo zanimivo potovanje vas čaka, nekaj lepega se vam obeta in se vidimo potem naslednji teden, ko bomo videli, kaj točno je vse to prineslo v vaše življenje.